Dobrodošli, lepo pozdravljeni v energijah meseca decembra. Se mi zdi, da smo glih januarja snemali, ampak smo že tu. Hitri smo, kaj smo? Ja. Kar ne moreš verjetno. Drugače pa dobrodošli v templju Maternica, v preročišču energiji meseca. Wow. Čudovito. Za tak finiš, a veš, da začnemo neko novo zgodbo. Preporod. Glede na to, da vsi pravite, kako neverjetno bo leto 2026, hvala lepa, da ste prispevali svoje vsebine za priročnik Energije 2026, ki si jih že lahko prenesete, ampak preden stopimo v Energije 2026, je pred nami še mesec december in dajmo ga pogledati iz astrološkega vidika, na splošno. December, kot vsak december, ne, je čas, ko se zaokroži cel let. Celo leto je bilo turbulentno, napeto, zelo transformativno, ampak december generalno ima nekako dve energije. Prvo je, da rekapituliramo celo zadevo, kaj se je dogajalo, da majčkeno malo prisluhnemo. Potem drugi del decembra je, da po tej rekapitulaciji, po tej umirjenosti zastavimo cilje in da počasi pripravimo nov plan. December, še posebej ta december, je v znamenju bodisi Strelca, bodisi Kozoroga. 3 planete imamo v Kozorogu, Mars je v Kozorogu in to bo za mnoge močna energija, dobra energija, da zaključi to leto na najbolj učinkovit način, kakor se lahko. Kar se tiče pa odnosov, Venera prihaja v Kozoroga, to je čudovita energija, da se stabilizirajo odnosi. Ker je bilo malo mešanja. Malo je bilo zelo mešanja gor dol, ampak mlada luna v Strelcu bo dalo poleta. Polna luna v Dvojčku na začetku meseca govori, da moramo zaključiti določene stvari, ki so povezane s komunikacijo. Odlično. In potem se nam ponuja čudovita prilika, da dobro zaključimo to leto. Sijajno. Hvala lepa. Že celo leto se veselim tega decembra, glede na to, da si v moji osebni astrološki napovedi za 2025 povedal, da bo to super mesec zame. Tako da evo, pride nov krog. Darja, verjamem, da si kot poznavalka metafizičnih znanosti pripravila en kup enih res fajn dragocenih stvari, ampak a smo lahko na začetku malo praktični, pa poveš, kam naj postavimo božično drevo v letošnjem letu, na katero pozicijo, ali na sredino, ali je kakšna smer, ali karkoli. Jaz bi ga dala kar na jug. Naj bo na jugu, ker je na jugu letno sonce še vedno notri. In glede na to, da gremo počasi v leto ognjenega konja, da nam jelka tam sije pač to svetlobo in les zakuri ogenj sicer, bomo mogli ta ogenj kar nekako pravilno preobražati naprej. Ampak ja, naj sije na jugu, naj sije svetloba, neka iskrica in naj bo rdeča. Naj bo rdeča, se pravi veliko rdeče barve letos? Ja, lahko je rdeča. No, pa smo pa mi se fajn dogovorili. Zelena itak je, kot rdeče pa je leto kače, ker je še vedno leto kače, kača predstavlja sonce, ogenj, torej rdečo. Rdeča, odlično. 12. mesec, skupno je to numerološka vibracija 3, 1 plus 2 je 3. Kako smo pa tukaj? Zabavno. Okay. Tako neka trojka je domišljija. Bojna domišljija gre lahko v plus ali v minus. Tako da moja popotnica bi bila nadaljevanje Jimmyja, njegovega voda, v odnosih definitivno prisluhniti sebi, transformacija na načinu komunikacije, postavljanje meja, odpiramo vrata leto 2026, ki ima 6 na koncu, ki sploh simbolizira čustva, pa predvsem to pravličnost mogoče nazaj, se mi zdi, ti prazniki so tako skomercializirani, novoletni program je že oktobra v trgovinah,
pa to, da slavimo življenje in da slavimo tiste prave odnose, katerih del smo. Ne diamantni prstan, ampak diamantni odnos, katerega imamo z nekom v življenju. Zapravo, tem vrednostim nazaj, našemu notranjemu otroku, igrivosti, večji radosti, pa k tem pravim vrlinam življenja. Jimmy, v Energijah 2026, to je brezplačni priročnik, še enkrat, ki ga je res vredno prebrati, še nikoli ni bil tako obsežen in res konkretno pripravljen, kot ste letos prispevali različnih vsebin, tako da hvala za to. Ampak v priročniku si napisal, da v letu 2026 se bomo bolj začeli zavedati tistih vrednot, pa tistih kvalitet, ki so zares pomembne, ne neki površinske. A bomo že v decembru začeli se tukaj mečkeno bolj... Definitivno, v drugi polovici, pravzaprav cel mesec, je pravzaprav dobra priprava, z ene strani, da rekapituliramo, da nekako povzamemo celotno leto, ampak december je pravzaprav seme za naslednje leto in 3 planeti so v Kozorogu, definitivno tukaj moramo zdaj res razmisliti o novih stabilnih odnosih in še posebej celo naslednje leto bo temeljilo na novih vrednotah. Stare, lažne ali pa igrive ali pa kakorkoli fake vrednote odpadajo že tak same po sebi. In december je čudovita energija, da postavljamo res nove temelje. Za nas same osebno, ampak to velja za kolektivno. Pa mi boš povedal še, kakšne bojo astrološke postavitve za Miklavža, pa za Božič, pa v novo leto, ker to je po moje kar pomembno, ne? Ta 31. v tem smislu. Darja, ti mi pa lahko poveš kaj o tem 12. mesec v letu, kače smo? 12. mesec je pa načeloma... V bistvu 10. mesec, ne? Če gledamo po naravnem koledarju, ne? Ja, december je 10, ne? Že v imenu ima 10. Ampak ja, rečemo, da je 12. zemeljska podgana, tako da, kot je že Jimmy omenil, veliko Kozoroga prizemljevanja, tudi tukaj imamo zemljo, goro na nebu, ampak spodaj, ne, podganca je pa taka... Iznajdljiva. Ja, je iznajdljiva, je inteligentna, je taka nočna živalca, je cvetoča živalca, govori. Se vidimo, vsak december, ne, rečemo, dajmo počivati, se regenerirati, obnoviti, je čas ledvičk, spimo veliko in to, kar bi bilo zelo smotrno, ne, in koristno. Ampak je kar težko, ne, ker ta podganca, ne, ona bi žurala, ona bi pač ni lih, ne, za spanje. Ampak cvetenje, ljudje, ne, skačo kar ok odnos. Tako da vidimo tudi ledeno goro, ne, tako da se nam lahko pokaže na površini ali pa to, kar vidimo nad gladino, je neka slika, ne, ampak tista ta pravo bistvo pa je v bistvu skrito, ne, in led ali pa voda simbolizira tudi podzavest. In glede na to, da heksagram govori o težavah na začetku, nas energije nagovarjajo k temu, da smo res pozorni. In glede na to, da je solsticij čas semena novega leta. 21.12. Ja, včasih je bil 13. Ne? Zdaj 21.12., ki je zelo poseben to leto. Namreč skoraj se upada z mlajem, pa še na dan Džadz lesena podgana, kar predstavlja nov začetek 60-dnevnega cikla. To pomeni, da bomo nekako to energijo nesli naprej v novo leto. In to seme rabimo res čuvati. In kljub temu, da na začetku mogoče ne gre vse gladko, z vztrajnostjo, stabilnostjo in nekim navdihom, ne, lahko to seme zraste res neko kvalitetno rastlino. Evo, Darja, to, kar si povedala, me je ful navdušil, da pogledate tudi eno novico, ki smo jo objavili o tem, kakšne so resnične korenine Božička, Miklavža, Dedka Mraza in vse te zadeve. Sicer pa, draga Darja, javno ti obljubljam, da bomo v letu 2026 s tabo pa še s kom posneli eno oddajo o tem, kakšen je naravni koledar
in kako je bil zmanipuliran, da danes živimo v enem štetju let in mesecev in dni in tednov. Atomsko določenem času. In to bo tudi za vas, dragi gledalci in gledalke, priložnost, da boste iz te mile dekline videli, kako postane zmaj in bruha ogenj. Takrat, ko ti govoriš o tem, to začne sam sekati. Se razplamtim. Ja, razplamtiš se. Bom jaz sedela malo bolj stran potem. Rajši, pa še rdeča si, tako da. To je tvoja tema, definitivno, ker vidim, da te to že počgalja. Da te počge to, ker je to tu stran od tega, kar bi v bistvu nam prijali, da bi bili bolj v naravnem ciklu, pa v tem, ne? Da bi živeli resnično naravo, lahko, ne? Tako da že premikanje ure je zelo stresno, ne? Za naš organizem, ne samo organizem, ampak tudi vpliva na marsikaj. Tako da, je čas, da se vrnemo nazaj k tem prastarim znanjem, a hkrati gremo naprej v eno zdravo evolucijo, ker Evo, moč ljudstva je rekel, da bo šla gor, mogoče pa v 2026 začnemo zbirati podpise, da se neha uro predstavljati v Sloveniji, a veš? Ampak sam v Sloveniji, a veš? Kakorkoli, dragi gledalci in gledalke, letos v mesecu decembru pripravljamo en tak zelo poseben dogodek, mal priprave na 2026, predvsem pa tudi skupinsko energijsko zdravljenje z Dankom Soričem, ki prihaja iz otoka Iš v Slovenijo za tisti večer oziroma za tisti dan na ta res poseben in krasen dogodek, da se pripravite na ta nov 9-letni cikel, da se pomirijo, uravnajo in harmonizirajo stvari, tako da zelo, zelo vabljeni. To je v primeru, da se odločite, da greste dejansko nekam ven, se prodružite z ljudmi, tam bo tudi božična tržnica vseh takih in drugačnih stvari, možnost, da dobite za simbolične zneske kakšne res dobre knjige, kristale in vse take in drugačne stvari. Sicer pa je na voljo tudi brezplačni brezplačni priročnik, za seminarje pa nek simbolični prispevek, zimska regeneracija se imenuje. Tako da, evo, na nam krive vere prodajala naprej. Krasno. Lili, intuicija mi govori 12.12. Mora biti poseben datum, kaj ne, da tvoja intuicija je seveda nezmotljiva. 12.12. pa do 21.12. je tak zanimiv cikel. Spravi, kdo smo mi, kaj smo mi. Enka in dvojka si po energiji nista podobni. Enka je tista, ki simbolizira napredek, korak naprej, jaz energijo, ki seveda jo rabimo za to, da sebe identificiramo, da ne pademo na vsako foro. Po drugi strani pa tudi ta, bom rekla, egoizem, tudi mogoče to, da smo oslepljeni, kakšen je naš vpliv lahko škodljiv ali dobrodošel na okolico. Dvojka je pa tista, ki običajno druge postavlja na prvo mesto, ki se običajno težje izraža, kadar je sogovornik, se ne strinja z njo. Tako da nekako bom jaz rekla, na eni rami bo angelček, na eni rami bo hudiček. Ampak kaj bi ne počeli 12.12.? 12.12. predvsem čas s seboj. Kdo sem jaz, kaj sem jaz, kakšen partner sem, kakšnega partnerstva si želim, poudarek absolutno na partnerstvu. Ker bo celo drugo leto poudarek točno na temu. Odnosi, ljubezen do sebe, nove definicije konceptov, kot je dom, družina, partnerstvo, kaj je v bistvu res zvestoba, kaj je korektno, kaj je resnica, kaj je ljubezen do sebe. Ker velikokrat rečemo, a ne sem bil prizadet, sem bil razočaran, da zdaj bom prvo jaz. To ni ljubezen do sebe. Postavi tebe na enakovredno mesto. In 12 je točno število tega. Jaz, mi dve, mi. Se pravi, nič šopinga 12.12, ampak v bistvu čas sam s sabo. Kater dan pa bi vidva, Jimmy, Lili, Darja, kater dan bi vi rekli, da bi bilo fajn za božično drevo postaviti, ne? Pustimo zdaj une trgovine, ki so že septembra dale ven, ne? Ampak kater dan bi bil dober? Spravi, astrološko... Ali pa opcije, dajte nam več opcij. Opcije od 10. do 21. Jaz bi pa prav 21. Ker je nov začetek in sovpada s solsticijem, tako da lahko kar uporabimo tudi. Ja, ok, hvala. A kaj pa prej? Zato, ker danes družine prej to postavljajo, ne? Bodimo realni. Se pravimo od 10. Od 10. Okay. 10., 11., 15., 20., recimo
če gremo po tej smeri, kot je Darja, pol je 20. mogoče, kar je nova luna, ne, v Strelcu. Ne. Potem sledi takoj solstici, sonce stopa v Kozoroga, tradicija plus Kaj pa na svetu december. Lucijo? Na svetu Lucijo raje počivajmo. To je naravni solstici, torej včasih je takrat, ne, Lucija je že ima lučko, ne, se že to seme. To je zelo poseben čas, ne, zato tudi rečejo, recimo starodavni so rekli zimskemu solsticiju festival modrosti. In modrost je čuvati to seme, ta yang energijo, torej praktično gledano, da se ne iztrošimo, da ne zapravljamo svoje energije in pač vsega ostalega, kar se da zapravljati, ampak počivamo, čuvamo yang z yinom, z nežnostjo, mirnostjo, počitkom, iti vase in v tihoti počakati, neki praznini, kjer ni ničesar. Tam se rodi vse. To je kot v maternici. Ok, se pravi, vemo, na jug bomo dali in pa počakali bomo optimalno do 20. oziroma 21. Med 10. in 21. Med 10. in 21. Karkoli decembrom. po izbiri, vsi so dobri datumi, nekakšna energija zelo ustreza, zdaj odvisno, koliko se bo odzval nekdo na kakšno energijo. Ne. Odlično. V prihodnjem letu bomo tudi z vami v rubriki Energije meseca in bomo še bolj konkretno poudarjali in vas spodbujali k temu, da si uredite svoj oltarček. To je lahko zgolj polička na vaši nočni omarici ali pa kakšna druga polica, kamor dajete stvari, ki vas vsak mesec spodbujajo k nečemu, ki vam je nek tak opomnik. In ste kaj pripravili? Ja, seveda. Ja, evo, na hiter. Jimmy, ne vem, kaj greš v Egipt ali kaj. Jaz menj, da grem naslednje leto. To se pravi piramida. Aha, lahko daš kar tukaj. Evo, piramida. Ker je energija piramide, ki prihaja iz Egipta, Egipt je pa pod znamenjem škorpijona, pa tudi kozoroga. In ker v drugi polovici decembra prevladuje energija kozoroga, pa je simbolno nekako s piramido kot simbolom močne transformacije, ki nas čaka. Ne? Super. Hvala lepa. Ti si tudi kaj prinesla za na oltarček? Jaz imam dvojno kar. Aha. To je kristal rodokruzit in ga damo v levo dlan, ga primemo, ga damo na srce. V bistvu to je kristal, ki pomirja srčni ogenj in glede na to, da gremo res v divje leto, ognjeno leto in bo ta srčni ogenj zelo znemirjen, nam bo rodokruzit pomagal tudi pri odnosih, da bomo nekako lahkotneje kontrolirali ta plamen, to strast in nas bo pomiril srce. Smisel, da je Joni jajčka, ne? Ker zdaj je čas za kultiviranje. A to zlomljeno, a veš? Tako, Ne, ampak tako, iz te strani izgleda, kaj je Joni jajc, ne? Ja, lahko bi bil. Ja, lahko je tudi simbol za to. Ampak ni ravno za uporabiti, ker je takšne oblike. To je pa jelka. Ročno izdelana piščal, Robi Čučun jo je izdelal, ko smo bili na enem izletu pod kočevsko jelko, ki je najdebelejša jelka v Sloveniji in je stara okrog 280 let in je spustila eno vejo. In simbol piščal je seveda jelka, je simbol tudi božiča, začetkov, povezave neba in zemlje, ampak hkrati je tudi glasba in da spodbujam ljudi, da se večkrat povežejo z melodijo svojega srca, z glasbo. Čudovito. To pomirilo naše srce. Osmica? Osmica, to je tako lepo, a to osmico zdaj. Z osmico v bistvu, če gledamo vsa števila, ne moramo faliti. Osmica je tista, ki ravnoveša tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno kot materialno. Predvsem pa nas opolnomočuje, vse tisto, kar mi smo. In če rečemo, da gremo v nov cikl človeštva, da gremo v leto napredka, novih začetkov, novih definicij, pol dajmo okrepiti najprej sebe, da lahko okrepimo svet. Hvala lepa.